reče gremo, šofiramo, primemo volan in se smejimo. And when I say stop, Stop. Ko reče stop, se smejemo na tiho. gremo. Gremo! Aha, dvignemo roke, vdihnemo. And this is hearty laughter. Jaz moram reči, da sem zelo zadovoljna, da se je ta festival razvil do take mere, kot smo videli. Bilo je kar nekaj ljudi, obiskovalcev, nekaj ljudi, ki so prišli prvič, udeleženci, nastopajoči, skratka vse se je dogajalo po enem planu, ki je bil, ne vem, predviden po nekem čisto drugem načrtu. Kakšen pa je pravzaprav namen takšnega festivala? Namen tega festivala danes in v Ljubljani je bil v bistvu spodbuditi ljudi k smehu in pa ne samo to, tudi smeh in koristi smeha prikazati iz te strokovne plati. Kako je dobro, da se smejemo, tako za starejše, tako v službi, tako za otroke. Skratka, glavni namen festivala je bil tudi orisati oziroma osvetliti smeh skozi znanstven pristop. Mene je to zelo presenetilo, da so se v bistvu vsi ljudje tako pozitivno odzvali, predvsem bi poudarila dr. Nataša Potočnik-Dajčman, ona je prvič se srečala z smehom na tak način, vendar je rojen talent za smeh in dejansko skozi njeno prezentacijo smo videli, kako pomemben je smeh in kaj vse skozi smeh se dejansko za našo duševnostjo dogaja. Kadar govorimo o medicini, zmeraj nekako postanemo resni, ker to povezujemo z boleznijo. Vendar je seveda dobrodošlo, kadar slišimo, da stroka spregovori tudi o tistem področju, o katerem morda ne vsak dan. Kako se vi sami osebno srečujete s področjem smeha? Zdaj, jaz mislim, da sem po naravi človek, ki ima neke pozitivne energije, tako da to mi tudi prijatelji znajo povedati in reči. In mislim, da je to pomembno tudi za delo, ki ga odpravljam. Sem pa poklic pedopsihiatrinja, kar pomeni, da delam pravzaprav z neko težko patologijo pri otrocih in mladostnikih. Nekaj časa sem delala z odraslimi, pa se mi zdi, da ko srečuješ te iste motnje pri otrocih, je stvar mogoče še nekoliko težja za sprejeti. Tako da je ta pozitiven odnos, tudi smeh zraven, pomemben. Seveda se pa vsak dan ne moramo žal smejati. Včasih se malo pohecam tako, ko vidim, da so že na tistem nivoju, da se to smeje in rečem, da bom napisala eno dozo smeha na recept. In to imajo otroci zelo radi. Tako da, ja. Morda smo lahko hvaležni, da je tudi v Slovenijo nekako prispela ta joga smeha, za katero pravzaprav vse bolj ugotavljamo, da gre za resno zadevo, ki je tudi znanstveno vse bolj že raziskana. Ja, zdaj pravzaprav so čisto prvi začetniki tega dela, pri nas mogoče ne pod tem imenom, so bili naši klovni rdeči noski, ki zdaj v Ljubljani tako ali tako normalno obiskujejo pediatrično kliniko redno, mislim, da pridejo včasih tudi v Maribor, ne tako pogosto žal, in tudi po drugih bolnišnicah. Potem to, kar pa prinaša sama joga smeha kot en sistematiziran način smejanja, je pa res pri nas novo. In jaz upam, da se bo to razširilo, da bodo ljudje sprejeli, ker jaz sem danes to prvič doživela tako osebno, kaj pomeni celosten pristop v temu. In je ta, če se človek uspe že toliko prepustiti, da dovoli, da se lahko smeji tudi brez razloga, kot se tu reče, je to že zelo veliko. Ker ljudje smo večinoma ves čas pod tenzijo, pod stresom in včasih tudi, ko so stvari smešne, se ne nasmejimo. Kaj šele, da bi ravnali na ta način. Tako da stvar dobrodošla, upajmo, da bo zaživela bolj na široko in da bodo ljudje pozitivne efekte lahko potem prenašali tudi drug na drugega z informacijami. To, kar lahko danes pogosto slišimo in je že tudi raziskano, je to, da pravzaprav učinki smeha, ki ga mi na nek način umetno izzovemo, in tisti spontani pravzaprav so enaki. Ja. Zdaj, v organizmu samem se vse stvari dogajajo v resnici zelo biološko. Tudi tisto, kar mi rečemo sicer psihično, ima biološko osnovo. In če izhajamo iz te enostavne logike, ki ni zdaj nič tako zelo znanstvena slišati, potem je logično tudi to, da smeh na kakršenkoli način ga mi produciramo, sproži ene procese v organizmu, ki so na koncu, kot smo slišali, pozitivni.
Danes seveda smo priča temu prvemu mednarodnemu festivalu smeha. Morda bo prav ta prinesel in spodbudil prav tiste sredine, v katerih bi bil še posebej priporočljiv. Sami ste že omenili smeh na recept, tako tudi morda spodbuditi pedagoške kroge, šolska ministrstva morda, da vključijo v program. Danes smo slišali učiteljico, ki pravi, da jim že zmanjkuje časa za vse. Za kakšno vajo iz tega smeha pa verjetno ne bi smelo zmanjkati časa. Ne bi ga smelo. Ampak jaz mislim, da seveda je to stvar tudi neke odločitve na višjem nivoju. Ampak tako smo danes slišali, je pa tudi stvar posameznika. Ker nekaj, kar nam nekdo predpiše, mi lahko izvajamo. Pa ni nujno, da se zraven smejimo. Nekaj, kar pa mi živimo in kar mi smo, pa zaživi potem z nami, v katerikoli situaciji pravzaprav. Tako da zdaj, mogoče bi tukaj lahko eno primerjavo dale. Delovna uspešnost na vzhodu, tako so neke znanstvene raziskave pokazale, je boljša. In če pogledamo recimo Japonsko, pri njih, oni nimajo joge smeha, imajo pa sprostitvene tehnike, ki jih izvajajo tako v šolah, tako v delovnih organizacijah in ljudje očitno na ta način boljše potem funkcioniramo in smo na koncu tudi bolj zadovoljni. Če pa to povezano še s tem, da se zraven nasmejimo, pa tako najlepše, kar se lahko zgodi. In vsekakor tam, kjer pa le mi sami odločamo o tem, kako bomo živeli, je pa pravzaprav naš dom. In morda so prav starši tisti, ki bi se morali zamisliti, koliko se dnevno smejimo. To je tudi ena od stvari, recimo, ki jo jaz v praksi uporabljam. Jaz dostikrat starše vprašam, kdaj ste se nazadnje skupaj nasmejali. In zelo žalosten je, ker eni ne znajo odgovoriti. In potem, ko načrtujemo skupaj neke situacije, ki bi lahko bile smešne za vse, se eni tega ustrašijo. In to je slišati zelo grozno. Tako da smo tako daleč pravzaprav od tega sproščenega stila, ki ga pa otrok rabi, ne samo otrok, vsi ga rabimo. Tako da seveda, ne samo en recept, ampak na več receptov. In morda še to, kadar se otrok spontano smeje, da ga ne ustavimo pri tem, pač pa da mu sledimo. To ste zdaj zelo lepo povedali. Zdaj, naši otroci, generacija zdajšnja, ima zelo veliko prepovedi. Ena od prepovedi je tudi prepoved smeha v nekih situacijah, žal. Hvala. Vse dobro. Vam tudi, hvala lepa. Naslednja stvar je naša Špela Stangler-Herodeš, ki se ukvarja z genetiko, nam je predstavila tudi ta pristop oziroma ta vidik, kako je smeh odvisen tudi od naših genov, kako ga spodbujati. Sem aktivna članica joge smeha, kluba v Mariboru brezplačnega in pred kratkim sem opravila tudi izobraževanje mednarodno za voditelje joge smeha. Čudovito, to je posebej spodbudno, da ste iz stroke in zanimiva je bila vaša tema predavanja. Torej, v koliki meri je pravzaprav ta sposobnost za smeh, za smejanje pogojena z geni? Glejte, najprej hvala za pohvalo glede predavanja. Za geni to je tako, zdaj šele so se začele, se mi zdi, malo raziskave na tem področju. Smeh, geni, smejalna terapija, bolezni, je vpliv, ni vpliva. Dejansko je tako, smeh je odraz biokemičnih reakcij v našem telesu in teh reakcij ne bi bilo, če ne bi bilo genov. Tako da mislim, da tukaj tiči ta skrivnostni odgovor v povezavi smeh, geni. Bi lahko rekli, da če nimamo pravih genov, da se zato pač manj smejimo ali nimamo sposobnosti se smejati kar tako brez razloga? Glejte, vsi imamo, sem prepričana, te gene, ki nam sprožijo te biokemijske reakcije, ki so pogojene z smehom. Vsak ima to. Ampak mogoče se pa razlikujejo od človeka do človeka. In to je tisto, ki nas dela tukaj na tem področju različne. Pogosto lahko slišimo, kaj se čem smejati kar tako brez razloga, to je brez veze, ne? Se mi zdi neumno. Kaj bi na to odgovorili? Sploh ni neumno. Smeh je zelo resna stvar. Preprosta, dana vsem nam, živim osebam, vsem praktično na tem planetu. Le znati moramo izkoristiti ta čudovit dar in na vse zadnje zastonje. Uporabimo ga lahko v vsakem trenutku in tudi predoziramo ga lahko, brez kakršnih koli posledic. Se popolnoma strinjam z dr. Dajčmanovo, ker dejansko je tako, ko človek preboleva neko bolezen, ko se sreča z tem in potem, če bi bil hkrati vzporedno z prebolevanjem te bolezni izpostavljen smejalni terapiji,
sem prepričana, da bi bili rezultati veliko boljši, hitreje bi prišel do zastavljenega cilja, tako da ja, se popolnoma strinjam. Smeh brez razloga na recept. No, seveda smo veseli vaše prisotnosti, vašega danes dobesedno strokovnega predavanja. Lahko morda upamo, da boste na tem še delali, raziskovali in morda spodbujali tista področja človekovih dejavnosti, kjer imate vpliv. Moram reči, da sem začetnica na tem področju in vedno bolj radovedna, vedno bolj me vleče v te vode in koliko bo mi le čas dopuščal, mislim, da ja, je moj odgovor pritrdilni. In morda v vašem okolju resni zdravniki so skeptični tej vaši dejavnosti? Moram reči, da se še z odzivom, pravim, nisem ukvarjala in ubadala. Dejansko sem se podala na to pot ravno iz te ugotovitve, da se dan danes, predvsem v takšni ustanovi, kot je klinični center, odnos zdravnik-bolnik premalo posluša drug drugega. Premalo smo pozorni drug do drugega in mogoče včasih samo na smeh in je bolnik že takoj bolj zdrav. Tako da v bistvu je moja vizija mogoče prinesti to terapijo, če se lahko tako izrazim, v našo ustanovo. Jaz sem bila blazno presenečena nad takšnim odzivom teh strokovnjakov. Prav tako delovna terapevtka iz doma upokojencev, potem smo imeli tudi učiteljico iz osnovne šole, žal iz podjetja se niso udeležili, ampak imeli so pripravljeno tudi čudovito prezentacijo, kako je vpliv smeha povezal njihov delovni kolektiv. Današnje srečanje s smehom za vas ni prvič. Kakšni so občutki? Občutki so zelo prijetni. Jaz se ne smejim pogosto in ne tako zelo od srca, ampak tukaj sem se nasmejala od srca in res sem vesela, da sem tukaj. Prireditev je odlična, vsi so tako zelo nasmejani in dobre volje in verjamem, da nam resnično v življenju tega manjka. Vsak dan in na vseh področjih, kjerkoli smo, nam manjka smeha. Ja, zanimivo, prav pred nekaj dnevi ste organizirali v svojem društvu vadbo oziroma vsaj predstavitev z nekaj vajami in odziv je bil prav izjemen. In nameravate morda v tej smeri še delovati? Razmišljam o tem, vem pa, da moramo na skupini Društva onkoloških bolnikov še to ponoviti, ravno zaradi tega, ker pravzaprav lahko rečeva, da so se skoraj da pod narekovaji valjale od smeha, takega iskrenega, sproščenega. Jaz delam v tej skupini že celih 10 let in še jih nisem videla tako zelo nasmejane. Kadarkoli imamo mi kakšne prireditve, so zelo dobre volje, zelo rade pojejo, tudi plešajo nekatere, ampak tega humorja še nisem doživela. Je pa res, da zdaj pripravljamo 10. obletnico skupine za samopomoč na Ptuju in ves čas sem razmišljala, da je potrebno to nekako peljati, bom rekla, med bolnike oziroma rekonvalescente po bolezni in zelo vesela sem, gospa Simona Krebs je privolila, tako da bomo predstavili jogo smeha tudi v Društvu onkoloških bolnikov, ko bojo predstavniki vse Slovenije skupaj. Naša proslava bo 18. junija v hotelu Roškar na Ptuju, tako da bo tudi tam veselo in verjamem, da bo odziv zelo, zelo pozitiven.
Tudi vi se strokovno ukvarjate s tem področjem. Kako daleč je vaša magistrska naloga ali je zdaj nekoliko morala počakati? Ja, moja magistrska naloga je sedaj stala. Edino, kaj sem delala, je to, da sem izbrskala te strokovne članke, kaj dajejo vedno večjo kompetenco meni in tudi jaz naprej potem tudi drugim ljudem glede smeha. Zdaj pa zagotovo sem prepričana, da jo bom čez poletje naredila in v glavnem magistrirala iz tega področja, kajti delam magistrsko nalogo iz področja smeha in joge smeha. No in seveda bomo tudi naše gledalce morda seznanili s kakšnimi novimi spoznanji, ki bodo zdaj podkrepljeni pa tudi s prakso. Tako, jaz sem prepričana, da bo raziskava, ki se pripravlja tudi skozi magistrsko nalogo, prepričala marsikoga, koliko je smeh koristen, pa tudi imeli bomo prvo eno takšno raziskavo tukaj na slovenskem prostoru. No, kar je posebej lepo in spodbudno, seveda ne bi bil to mednarodni festival, ukolikor se ne bi udeležil kar avtobus naših smejočih prijateljev iz Amerike, Avstrije, ne vem odkod vse in tudi naši čudoviti sogovorniki so tokrat. Zakaj prav ti? Skratka, v bistvu to je bilo eno naključje, kjer smo se družili na izobraževanju za učitelje joge smeha v Švici in tam smo se spoznali. In eno leto nazaj smo kreirali ideje o tem projektu in te so se manifestirale in iz tega razloga danes tukaj je bil tudi Jeffrey, Alex, skratka kolegi iz Avstrije in seveda vsi prečudoviti vaditelji joge smeha tukaj v Sloveniji in pa vsi člani kluba mariborskega, ki so tako predano in suvereno pomagali pri vsem tem projektu. In če imamo nekaj statističnih podatkov, koliko je danes že teh brezplačnih klubov ali so zdaj le ravno nekje v ustanavljanju, torej koliko je vaditeljev, koliko je nekje aktivnih, ki obiskujejo te klube, imamo te podatke? Ja, jaz imam teh nekaj podatkov. V Sloveniji je izobraženih nekje približno 150 vaditeljev joge smeha. Vendar aktivno, kolikor jaz vem, se ukvarja maksimalno morda 10 do 15. Tisti, ki vodijo te brezplačne klube, vem zagotovo, nekaj takšnih, ki delajo tudi mogoče nekje zase, pa ne vemo zanje. Tako da procent izobraženih glede na tiste, ki delujejo, je zelo majhen. In moj namen tega festivala tudi je bil ta, da se najde potreba, da bi in šole, in delovne institucije, in zdravstvo potrebovali takšne kadre. Ja, čudovito in tudi zanimivo je in posebej spodbudno, da se prav ti strokovni kadri na drugih področjih vse bolj zanimajo tudi, da v svoje delo vključujejo jogo smeha. Ja, marsikdo je videl, da resnost ne pripelje nikamor, ker kadarkoli smo resni, nismo kreativni, smo zagrenjeni, smo bolj bolani, tako da tista podjetja oziroma delovne organizacije, ki se zavedajo, kako pomemben je smeh in tudi šola, uvajajo v svoje izobraževanja, v svoje delovanje delo tudi te koncepte iz smejalnih vaj, tako da je veliko lažje tudi živeti njim. Toliko za tokratno oddajo, v prihodnje že pripravljava izjave tudi naših kolegov, ki so prišli iz drugih dežel. Seveda pa se veselimo že naslednjega festivala joge smeha brez razloga in pa morda kakšnega avtobusa, s katerim se bomo mi popeljali ven in pokazali, kaj znamo. Res je. V moji glavi je idej kar nekaj, tako da za naslednje leto sem si jaz zamislila, da bi bilo super narediti drugi mednarodni festival smeha, ki bi bil posebej strokovni del in posebej zabavni del. In pa seveda ideja avtobusa, smejočega avtobusa iz Slovenije ven, da bomo širili ta naš smeh po drugih deželah sveta, pa mislim, da se bo kmalu začel uresničevati.
življenje. Lila, 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 to življenje. Okay.